V mestni občini Velenje dobro pripravljeni na novo šolsko leto. Vulkanizerstvo Mule je odprlo nov gostinski lokal. Modrijani napolnili največji nakupovalni center na Celjskem. Celjski nogometaši s 4. zaporedno zmago na drugo mesto na prvenstveni lestvici. Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci v novem delovnem tednu. Tudi tokrat za vas pripravljamo informativno oddajo Dogodki dneva. Velenjski vrtci, osnovne šole in ostale izobraževalne institucije so dobro pripravljene na novo šolsko leto. Mestna občina Velenje je poletne mesece izkoristila za vzdrževalna dela na vrtčevskih in osnovnošolskih objektih, za katero je skupno porabila več kot 1 milijon evrov. Na mestni občini Velenje so stanjem šolskih ustanov ter sodelovanjem s tamkajšnjimi osnovnimi šolami izjemno zadovoljni. Zadnja leta iz občinskega proračuna za naložbe na področju šolstva namenjajo tudi zajeten kup denarja. Mislim, da so pogoji dobri, da so iz leta v leto boljši, da smo v tem mandatu opazili nekaj zastojev, ki jih je bilo potrebno odpraviti pri investicijah oziroma vzdrževanju objektov, da smo v tem mandatu veliko postorili na vzdrževanju objektov in da smo recimo v letošnjem letu več kot 500 milijona evrov namenili za to, da so naše šole in pa seveda vrtec takšne, kot si mi želimo. Nismo še čisto do točke, kjer bi lahko bili vsi zadovoljni, se pa tej točki približujemo iz leta v leto. Velenjske vrtce bo v 79 oddelkih jesenjo obiskovalo 1381 otrok, kar je 42 več kot v preteklem šolskem letu. V letošnjem letu smo imeli kar zahtevne energetske sanacije, 3 so bile tudi sofinancirane z evropskih skladov. Preko 550 tisoč evrov smo namenili za energetske sanacije vrtca Lučka, Tinkara in Čebelica. Sicer pa tudi na samih objektih, nekaj tudi z lastnimi sredstvi javnega zavoda Vrtec Velenje, smo upravili kar obširna dela na elektrostrojnih inštalacijah. Tako da vrtci so, mislim, da primerno pripravljeni. Pripravljamo se tako kot vsako poletje, postorimo tisto, kar je potrebno, mogoče prebelimo stene, uredimo igrišča, vendar pa smo v tem poletju počeli še nekaj večjih posegov, namreč energetska sanacija se je izvedla do konca na enoti Tinkara, to je urejeno, so pa še ta teden v teku dela na objektu enote Lučka, s 1. septembrom pa bodo v grobem zaključena in se bodo otroci lahko preselili v svojo enoto. Število otrok se nam povečuje, vendar pa resnično mestna občina Velenje skrbi skupaj z nami za to, da iščemo ustrezne rešitve, tako da zaenkrat imajo vsi otroci prostor v vrtcu in čisto nikogar nismo zavrnili. Šolski prag vseh osnovnih šol v mestni občini Velenje bo 1. septembra prestopilo 2708 otrok, od tega 334 prvošolcev. Mestna občina Velenje je v poletnih mesecih v obnovo osnovnošolskih objektov vložila dobrega 500 milijona evrov. Mi smo se pred 3 leti načrtno odločili, da gremo v neko faznost intenzivne prenove osnovnih šol, objektov osnovnih šol, tudi podružničnih. Tako da smo po teh 3-letni smo zaključili pravzaprav sanacijo Miha Pintarja Toludova v vseh elektrostrojnih inštalacijah. Vsi šolski objekti so pravzaprav zamenjani v smislu stavbnega pohištva, vrat in oken, morda še šola Gorica manjka en del oken. Objekti so primerni, dovolj veliki, da bodo sprejeli letos 2700 otrok, kolikor je sedaj upisanih v osnovno šolo, kar je po dolgih letih zopet največja številka. Kot vsako leto, tudi letos smo počitnice izkoristili za to, da smo čim bolje pripravili šolske prostore za nove generacije, ki prihajajo in pa seveda za stare, ki ostajajo. Vsako leto mestna občina Velenje nameni določena sredstva šolam za vzdrževanje med poletnimi počitnicami, zato vsi ravnatelji ta sredstva s pridom izkoristimo, seveda smotrno. So pa bila v letošnjem letu potrebna tudi določena investicijska dela. So naši objekti že stari, 40 in več let in mogoče se
pojavljajo že kakšne pomanjkljivosti. V mestni občini Velenje bo v različne izobraževalne ustanove v novem šolskem letu vključenih 6500 ljudi. Velenjska občina pa bo ob začetku novega šolskega leta vsakemu osnovnošolcu podarila 5, srednješolcu pa 3 zvezke. Uspešno šentjursko podjetje Vulkanizerstvo Mulej se lahko pohvali z novo pridobitvijo. V soboto so ob razširjenih poslovnih prostorih odprli še svoj gostinski lokal, ki je namenjen strankam in ostalim obiskovalcem. Mi zdaj po 10 letih odpiramo lokal, ki živi pri naši lasti, ampak smo imeli najemnike, 2 najemnika. Zdaj s 1. avgustom smo prenovili, teraz smo ta teden z 28. odprli novo gostišče za naše stranke, da lahko ob naših storitvah počakajo ob kavi, toplem napitku, svežilni pijači. Tako da danes začenjamo neko novo zgodbo spet v našem sistemu, v našem objektu, v naši dejavnosti. Plani za prihodnost bomo rekli taki, da nekje smo svoje meje dosegli, ostati na teh mejah, na naši kvaliteti, na naši ažurnosti, pa da se stranke nam bojo vračale, pa da nam bo zdravje služilo. Zelo sem vesel, ponosen, da po 16 letih, kar bo 1.9., naš podpredsednik odpira še eno dejavnost in to seveda gostinstvo. Z vulkanizacijo se je začel kot, da ne bom rekel kot otrok, res v rosno mladih letih ukvarjati z vulkanizacijsko dejavnostjo. Potem je prišlo naprej do novega podviga, nastavitev podvozja in hitrega servisa. Sedaj pa še odpira tole dejavnost gostinstvo, ki pa je že v tej hiši kar nekoliko let, tako da sem zelo ponosen, da je to prevzel tudi v svoje roke in da se ta stvar odvija res v hiši Mulijevih. In sem vesel, da je v moji neposredni bližini, kot tudi v Šentjurju, nastal en konkretni center za dejavnost avtomobilske stroke. Seveda danes pa je Mulej Dejan obrtnik, zelo mlad obrtnik, ki že dolga leta tudi ustvari z mladimi leti začel, odprl še gostinski lokal, tako da je dopolnil svojo dejavnost oziroma razširil dejavnost in upam, da bojo v tej sredini, ker se združuje vsak dan dosti ljudi, seveda ljudje, ki bojo čakali na usluge centra takšnega, kot je tu nastal, lahko posedeli in tudi zaužili kakšne okrepilne pijače oziroma osvežujoče pijače. V celjskem City centru so konec tedna pripravili veliko zabavo, s katero so se poslovili od poletja in z njo napovedali jesen. Množico obiskovalcev so v največjem nakupovalnem središču na Celjskem zabavali Modrijani. Obiskovalke in obiskovalce so v trgovskem središču pričakali Modrijani, slovenska glasbena zasedba, ki že nekaj let polni dvorane in ostala prizorišča in kot smo že poročali tudi na naši televiziji, tudi letos podira rekorde pri prodaji kart za njihovo prireditev Noč Modrijanov. V celjskem City centru, kjer iz leta v leto se ponašajo z odličnim obiskom skozi vse leto, so bili tudi tokrat izjemno zadovoljni s številom obiskovalcev. Danes v City centru v konec poletja in za začetek šole in prav poseben zaključek z Modrijani, posebej in ekskluzivno za naše obiskovalce City centra Celje. In res smo veseli, da ste se nam odzvali v tako velikem številu in tudi bodoče bomo popravili podobne zadeve, ker vidimo, da ste veliki prijatelji narodne zabavne glasbe, tako da ja, tudi v bodoče tako. Poleg glasbe pa so lahko obiskovalke in obiskovalci v City centru Celje videli tudi nastop članov folklornih skupin Kut Grifon Šempeter in Kut Celjska folklorna skupina ter poskusili dobrote iz bio in kmečke tržnice. V City centru Celje pa v letošnji jeseni napovedujejo še več tovrstnih dogodkov.
Nogometaši Velenjskega Rudarja so v 6. krogu državnega prvenstva na stadionu ob jezeru premagali novomeško Krko. Celjani pa so v Domžalah proti novincu v prvoligaški druščini Radomlje slavili s 3-0. Za 4. zaporedno zmago Grofov je dvakrat v polno zadel Benjamin Verbič. Bila je to ena težka tekma, trda. Radomlje mora zbirati nove točke, ker jih še nimajo. Mi smo tekmo krenili odločno, tako vsako tekmo. Res je nekaj dolgo časa trajalo, dokler smo prvi zadeli, ampak mislim, da po tem prvem golu nam je padlo nekako breme dol in potem je igra stekla. Pripravili smo si v drugem podzajtu še nekaj priložnosti in tekmo mirno pripravili do konca. Super, jaz mislim, da je super, da se ta zmagovalni niz nadaljuje. Upam, da se bo nadaljeval tudi v soboto proti Olimpiji. Drugače pa glede tekme, mislim, da smo zasluženo zmagali, čeprav v prvih 20-25 minutah nismo pokazali to, kar smo sposobni, nekako smo pol dvignali ritem in svojo igro nadigrali Radomlje. Vi ste stisnili zobe, še se vidijo posledice poškodbe tudi na vaši glavi, a kljub temu ste zaigrali in pomagali moštvu. Mislim, da je to edina pravilna odločitev. Mislim, tudi tveganje ni bilo nekaj veliko. Vse, kar bi se lahko zgodilo, je to, da mi se še enkrat odpre, ampak mislim, da je bilo vredno. Celjani so se 4 zaporednimi zmagami povzpeli na drugo mesto na prvenstveni lestvici. Zbrali so 12 točk, pred njimi so le Domžalčani, ki so v 6 krogih prav tolikokrat zmagali. Ta naš nov trener nam je nekako vsilil nek nov koncept igre, ki ga zdaj igramo, se pravi napadalno proti golu. Probamo biti všečni za gledalce in tudi rezultat mora biti pravi, tako da še enkrat, to je zelo težko igrati, tudi iz fizičnega vidika, ampak zaenkrat nam to uspeva. Te 4 zmage zapored, še pokalna 5, tako da stremim novim ciljem naproti in čakamo Olimpijo. Skrivnost uspeha je ekipni duh, dokler bomo delali len za drugega, dokler ne bo nobenemu težko laufati za drugega, mislim, da bojo zmage prihajale. Benjamin Verbič je trenutno eden najbolj vročih celjskih nogometašev, za katere doma in tujini vlada precejšnje zanimanje. Prestopni rok se bo zaključil v nedeljo 31. avgusta. V tem tednu se bo marsikaj dogajalo. Jaz še sam ne vem, ali bom še igral za Celje ali ne. Bomo videli, kaj se bo razpletlo, ne morem pa še točno povedati, kje se bom igral. V soboto ob 17. bodo Celjani v 7. krogu državnega prvenstva v areni Petrol gostili ljubljansko Olimpijo. Jutri bo ob morju in v vzhodni Sloveniji še delno jasno, drugod pa se bo pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo, v četrtek pa bo delno jasno in suho. To je bilo vse za prvi delovni dan. Preživite prijeten ponedeljkov večer in bodite z nami spet jutri ob 18:30. Nasvidenje.